Tole so pri cerkvi Marijinega prikazovanja. To je v Strunjanu. Tamle dol vidite morje, Strunjan. Avto so parkirala tukaj na parkingu. En tak parking, nič ni za plačati. Midva greva pa zdaj gor do Belega križa, pa potem Mesečevega zaliva in tako naprej. Vam pa moram povedati, piha tako, da je mrzlo, kot da bi šel na kakšnega 2000-aka. Tole je Beli križ, tole je pa Tjaša. Tjaša, zebete, ne? Ja, ta furija je res mrzla. Ja, mrzla, ful. Ja, nič, greva zdaj dol do tega Mesečevega zaliva. Tako, potem pa mogoče pa še semle v Strunjan. Jaz sem enkrat neke pol poti naredil, pa je zelo lepa potka, lepo, tako da se veselim tega. So pa mogoče mečken napako naredila, misliš, da bi bilo boljše to iti popoldne, ker bo sonce na oni strani? Ja, zdaj vidim, da res je. Ja, ampak tega nisva vedela. Ja. Jaz zelo uživam po takih potkah. Še posebej, če so takili super razgledi. Tole gre pa zdaj dol proti Mesečevemu zalivu. Saj mislim, da gre, ker nisem tukaj še bil. Bil sem sicer dol v zalivu, ampak nisem šel po tej poti. Je pa to že nekaj časa nazaj. Zgleda pa zelo super. Tole mora biti en sam užitek polet, ki se še skopaš lahko v morju, pa ki je lepo toplo. Zelo lepo je tole videti. Poglejte, kakšna lušna plaža. Wow, tukaj se bom pa šel polet kopati. Ti je všeč, Tjaša? Kaj praviš? Samo mrzte, a? Kaj bi šla na enega 2000-aka, bolj tole zgleda. Ne pa na morje. Poglej to orjaško meduzo. To je ogromna. Dajte vam dal čevelj zraven, da boste lahko primerjali. Dajte, pa tukaj še ena. Dajte. In še ena. Tukajle v Mesečevem zalivu je pa res super. Če kdo išče privat plažo, je verjeten tukaj super. Dajte pa koliko je meduz. To je neverjetno, koliko jih je. Tukaj se pa zgleda konča. Oziroma, če je vseka, se verjeten pride. Tudi zdaj bi se še dalo Ja, predvidevam, da se tole da prideti vse do Strunjana. Tukaj smo pa že pri tunelu Valeta. 550 metrov, vidite, da je dolžine. To je tunel od tiste železnice, ki je šla, mislim, da Trst-Poreč. Zdaj je tukaj kolesarska proga, znana kolesarska proga. Vidite, tudi lepo je razsvetljeno in bom rekel, to je ratalo kar zanimiva turistična točka. Zdaj se bo s Tjašo sprehodila
do une strani, prideš v Portorož, potem greva pa spet nazaj, kjer imamo tam avto parkiran. Pa sva prišla čez, Tjaša, a? Sva prišla v Portorož. Ja, 550 metrov. Tamle je tabla, kjer piše, koliko kolesarjev je šlo. Letos 9020, kar veliko za 2 meseca, oziroma ne vem. No, danes pa 9 oziroma 8, kaj to je ena smer, pa druga smer. Tako je. Za ogled tunela so parkirala tukajle pri kampu v Strunjanu. Za 1 uro lahko parkiraš brezplačno, samo označiti moraš, drugače pa še par mest, kjer lahko parkiraš. Evo, zdaj smo pa na školjčišču v Ankaranu. In a veš to, da je tukaj lahko najdeš kar 234 vrst vseh polžev Tržaškega zaliva? Nisem vedel. Moram pa reči, da tole ful lepe slike ljudje objavljajo v skupini Lepote Slovenije. Tako da, če sem čisto iskren, jaz sem malo bolj zanimivo tole pričakoval, ne, tako da... Ajde se tukaj lepo tlele, pa teli, ko so tole golobi, ali so galebi, ali... Ne vem, malo premajhni so za galebe. So še mladički. Ne vem. Drugač pa, no, tukaj zadaj pa Luka Koper. Če boste šli pogledat pokopališče Školjk, boste mogli tukaj parkirati. Parkirnina je 2 evra na uro, kar se meni čisto preveč zdi. Midva sva probala malo balkansko, pa so šla kele parkirati, pa naj je hiter en na podu, da ne morava, ker tovornjaki vozijo. Sicer to se je malo zlagal, oziroma če gre vsake toliko časa kakšen tovornjak. Drugač pa, lejte, jaz imam en tak princip, da meni se tole 2 evra ura zdi preveč, če bilo 50 centov bi plačal, tako pa nisem in sva tam nekje gor parkirala. Pač gre se sem za princip. Evo, s Tomažem smo v Marezigah, sva rekla, da prideva pogledati to vinsko fontano, deželo Refoška. Na Instagramu nas veliko označujejo, tako da sva rekla, da prideva. Tako da tudi, če vi želite, da obiščemo tudi vas, vašo gostilno, nastanitev, karkoli, nas lahko označite, nam lahko pišete in obiščemo tudi vas. Tako da evo, zdaj smo tukaj, lep je dan, zelo razgled, čudovit, sonček, edin malo piha, pa greva pogledati. Tamle zadaj super terasca. Ja, tamle so pipce, tako da greva pogledati, kaj bo kaj dobrega ven priteklo. Nahajamo se v vinski fontani v Marezigah. Tole je Grega, pa nam bo malo več povedal, kaj se tukaj da dobiti. Dobrodošli. Vi se nahajate v osrčju dežele Refoška. Vinska fontana Marezige je v samem centru. Tukaj pri nas ponujemo pakete, kupite kozarec z nosilno vrečko, dobite zraven 3 žetone, vsak žeton da 1 deci, potem pa si od zunaj natočite, ker imamo 4 pipe, Malvazija, Chardonnay ali pa Refošk. Imamo pa tudi notranji paket, kjer so vrhunska vina, večinoma od naših sosedov, lokalnih pridelovalcev in so malo boljša. V tem primeru tudi kupite kozarec, nosilno vrečko in pa imate za probo 3x po deci vina. Najlepša vam hvala. Tjaša, zgledaš mi prava ljubiteljica vina. Ja, lej, takole Ja, saj vem, paše. Paše? Takole dobiš kozarček, noter žetončke in greva zdaj tistega Tega so rekli, da je ne bo. predlagal, priporočal. Šampion vinske fontane je tale Refošk. Čakaj, da je bil kozarec, da ne bo mem teklo. Okej. A ja, ne, ne moreš to sam pol. Takole. Jaz mislim, da bo. Bo. Zdaj pa da vidimo strokovnjaka, ki to proba. Takole, malo diši dober. Zdaj sem večkrat sem barjen Tjaša zaradi sonca. Res je dober. Je. Res. To pravi, da je za kri zelo zdrav, tako da. No, pol sam. Deci na dan. Če liter, je pol pa 10-krat boljši. Ne, čin. Na zdravje. Samo nekaj bi rad povedal.
Na svojem YouTube kanalu organiziram eno zanimivo nagradno igro. Nekomu bom podaril apartma za 3 dni na smučišču Golte, ki je primeren do 6 oseb, gre lahko v njega, lahko gresta 2, lahko gre 6, kakor boste želeli. Zdaj, v tej nagradni igri pa sodeluješ tako, da se naročiš na moj kanal, to pomeni, da klikneš ti rdeč gumb, naročite se, pa potem še zvonček in v komentar tega videoposnetka napišeš, koga bi še vzel s sabo na Golte in zakaj si želiš dobiti ta apartma, zakaj bi rad šel na Golte. To je vse, kar moraš narediti in sodeluješ v nagradni igri. Poleg tega apartmaja bom podelil še 2 tolažilne nagrade, to bojo pa 2 takele majice z napisom Lepote Slovenije. Tako da zanimiva nagradna igra, če mene vprašaš. Drugače, v nagradni igri lahko sodeluješ do 27. marca 2022, se pravi vključno s 27. marcem. Srečnega nagrajenca pa bom izžrebal 28. marca. Glede na to, da se preko YouTubea ne da kontaktirati drugih uporabnikov, bom nagrajenca objavil v opisu tega videoposnetka. Tako da predlagam, da če sodeluješ v nagradni igri, pejdi potem okoli 29. 30. marca pogledati, če je tvoj uporabniško ime tam napisano. Tam bo pa tudi napisano, kako stopimo v kontakt, da se potem to vse dogovorimo. Tako da, to bi bilo to. No, drugače pa vse podrobnosti od nagradne igre si preber v opisu tega videoposnetka. To je to, zdaj pa glej video naprej. Tole je vasica Pomjan, ki je izhodišče za obisk slapa Sopot. Tudi tukaj zelo pika. Jaz grem zdaj drugič do tega slapu. Lepa pot. Ko sem zadnjič tukaj šel, se v živo spomnim, kako sem enega oslička srečal in kako se me je revež ustrašil. Ne tja še strašiti, ne tja še strašiti. Jo, kukšen je pa tale, lej ga. Kaj? Ne vem, lej zdaj, lej tja še viš, lej tebe marac. Ja, lej se čist prijazen, kužman. Lej vidiš. Lej vidiš mene pred seboj. Zdaj pa ko je ena polaren medved. Kuža. Medo. Prid se, Medo. Medo. Medo je rajšna ženske. Medo. Pridi k meni, Medo. Ja, Medo, priden. Tazga so sosedje moji meni. Medo, kako si lep. Prispela sva do slapa Sopot, ampak slapa ni. Razočarana, Tjaša? Večkrat sem, ko vem, da bi bilo ful lepo. Suša je. No, jaz sem pa drugače tukaj že bil, ko je bila voda. Moram pa reči, da mi je še bolj zanimivo, da še to vidim, kako je, ko ni vode. Tako da jaz sem tamle dol šel, pa sem se kopal, sem plaval tle. Tako da zdaj pa zanimivo videti, ko ni, tako da bom šel tudi še dol pogledati. Tjaša, ko ni tebe strah višine. Ja, no ja, sam se stojim stran. No, drugače vam bom po nadaljevanju videa pokazal posnetke izpred 2 let, pa pol, pa boste videli, kako izgleda, ko je voda. Pa še dobri posnetki so z dronom narejeni. To je pa slap od spodaj.
Zanimivo je tole, lejte, kar prej so s Tjašo na balkonu stala. Sej slab, tamle bom rekel, kakšen meter pa pol široko dol pada. In tukaj, lejte, tudi kakšno jamo je naredilo. Jaz, ko sem bil to slabe 3 leta nazaj tukaj, sem se kopal in ravno tukaj spodaj in je bilo ful prijetno. Čeprav je bilo tudi ful zaraščeno, vse skupaj sem tukaj si čist normalno se kopal. Kaj ti, Tjaša, praviš, bi se kopala tukaj le? Ja, polet bi se. Polet bi se. Kakšne kače se ne bi vala? Ma ne. Ne bi. Ne. Sam prej ti ne bi smo noben kačo men, pa bi bilo dobro. Ja. No. Se mogoče bilo lažje, če dala telefon iz roke, a ne? Bi bilo. Sej si, Tjaša, navajanja, da z menoj je zmeram neko planinarjenje, ne? Ja, zmer so kakšni podvigi taki. Ja. Ampak si okej, lej. Tjaša, kako te je tle v Pomjanu? Lej, ful luštna vasica. Ne vem, če ni bila ta vasica v eni TV nadaljevanki. To je se. Res luštna, lepa, sonček je. Kakšen te je bil pa slab, sicer ga ni bilo, ampak pot. Pot tudi zelo luštna, po taki gozdni potki, mir, tišina, tako da res že sam sprehod je ful lep. Slab pa ja, škoda, ker ga ni bilo, ampak tako, kot si ti rekel, je, ker je voda ful dobro, da se lahko tudi kopaš. Tako da se bomo pač enkrat še vrnili. Ti, Tjaša, tole je pa tudi luštna točka, a? Zelo, lej, tukaj lahko malo posediš. Lej, ta razgled. Razgled je tole pa res top. Kaj praviš, Tjaša, na to, da moraš v gostilni čakati? Sva četrta v čakalni vrsti, tako da očitno je tukaj res zelo dobro. Najbrž, tako da bo kar počakala, ne? Tjaša, tvoje se mi zdi, da prehaja. A, evo. Damo bomo imeli ombono v testu s paradižnikom, pršutom in mozzarelo. To ste rekli, da je vaša specialiteta, ali kako? Potem smo zasloveli, to smo zgradili, v bistvu kar vidite, s tem smo nadgradili zgodbo. Tako da v prihodnje bomo poskusili še kaj drugega. Ej, Tjaša, probaj pa povej. Jaz sem že toliko lačna, Tomaž, da si sploh ne Ja, jaz tudi zdaj, ko te gledam, še bolj. A ti žal, da nisi to naročil? Ti, malo mi je žal, čeprav mislim, da bo tudi moje čisto okej. Bo? Je pa itak toliko velik, da bi lahko malo dal. No, super. Dober tek. Jaz mislim, da bo super, še neko olivno olje, pekoče sem dobil. Jaz imam pekočere, tako da tole bo super. A boš ti tudi meni dal kaj za probat? Veš, da bom. Okej. Ti pekoče maraš ali ne maraš? Ja, maram. Maraš. Ja. Kako si bila, Tjaša, zadovoljna s to gostilno? Zelo najedla sem se, še preveč je bilo, tako da bomo še s sabo malo nesli. Zelo okusen, zelo dober, ful prijazni, tako da priporočam. Res neverjetni so, čista petka. Gostilna Oljka, kraj pa ne vem, kako se imenuje. Ti veš, tudi ne veš. Ne. Cesta je ratala malo slabša, ampak to za mojega Mercedesa ni problem. Pa že vse skup malo slabš, ampak gre. Do kjer se je dalo iti, sva šla z avtom, tle sva ga parkirala, kam pa zdaj, Tjaša? Zdaj greva pa pogledat ušesa Istre. Pa še kaj? Orlovo gnezdo. Orlovo gnezdo. To ne bi bilo v tej smeri, tako da gremo. Ustav se, Tjaša, ustav se. Tle je meja, imaš pasuš? Nimam. Nimaš, pol pa ti tle počakaj, zrem pa naprej, kaj ga pa imam. Tjaša, zgubila sva se. Čist ne bo šlo. Ne bo. A ja, nazaj pa najdeti neko bližnjico. Bova. Veš, da bova. Evo, sva najdla. Tole je čista zmaga. Še preden je sonce zašlo. Si kaj vesela, Tjaša? Ja, ful. Evo, lej, kva je super. Tamle je oken.
oken, prav most. naravni most. Evo, tamle pa tista slikca, ki je posod vidiš te ušesa Istre. Ko me čakam, da grem kaj spodaj pogledat, gremo najprej pa do tegale mostu, da vidimo, kako zgleda. Evo, se gre Tjaša, če nujno. Če vse dam iz rok, gre. Ja. O, naravni most. Ful dober zgleda. Škoda, da ni še malo sonca na drugi strani. Bi bile ful dobre fotke, ampak vse ne more biti. Wow. Na takih krajih so pa naši predniki živeli. Gremo še naprej malo pogledat. Wow, gledajte, kaj je to fantastično. Gledajte, tole pa je res lepo. To so ušesa Istre. Res fenomenalno za videti. Ti si že tle, Tjaša? Ja. Hitra si. Ja. Kaj praviš na vse to? Ja, res mi je všeč. Res Wow, noro dobro. fenomenalno. Wow, kaj narava naredi. Res Te noro. spodmoli so res kar neka ušesa. Ne? Res lepo.